V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ocenjujemo, da je pokojninska reforma vsekakor nujno potrebna. Razlogov za takšno našo oceno je več. Eden od njih je vsekakor v tem, da je potrebno zagotoviti dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne. To se med drugim naredi lahko tudi na ta način, da se očisti pokojninsko blagajno vseh tistih prejemkov, ki ne izvirajo iz plačanih prispevkov. Drugi pomemben razlog je tudi v tem, da se treba prilagoditi demografskim spremembam. Dejstvo je namreč, da je upokojitvena starost v Sloveniji bistveno nižja kot v drugih primerljivih evropskih državah. Vendar potrebno je na vsak način doseči konsenz med socialnimi partnerji, ker se nasprotno lahko zgodi podobna zgodba, kot se je pred 2 letoma, da pride do referenduma, kar vsekakor ne bi bilo pozitiven signal tujim inštitucijam. Dejstvo je, da vkolikor bo zaostrovanje upokojitvenih pogojev preostro, se utegne zgoditi, da bi marsikdo to razumel kot neke vrste mini interventni ukrep na področju pokojnin oziroma kot neke vrste drugi ZUJF. Po predlogu zakona se sicer z dolgim prehodnim obdobjem obeta dvig najnižje zavarovalne osnove tako za zaposlene, ki imajo sedaj minimalno plačo, in sicer na 60% povprečne plače. Po podobni dinamiki se pričakuje zaostrovanje tudi za podjetnike, ki so sedaj zavarovani v prvem zavarovalnem razredu. Prav tako se dviguje tudi najnižja zavarovalna osnova za poslovodne osebe, ki so hkrati tudi lastniki teh družb. Dejstvo je, da se potem nekako po predlogu zaostruje oziroma dvigujejo tudi prispevki v ostalih sedanjih 8 zavarovalnih razredih in temu Obrtno-podjetniška zbornica ostro nasprotuje. Zaostrovanje upokojitvenih pogojev pri moških je relativno blago, medtem ko je pri ženskah dokaj ostro, zato smo tudi večkrat pisno in tudi ustno na pogajanjih predlagali počasnejše zaostrovanje, predvsem pri ženskah. Medtem ko je po trenutno veljavni zakonodaji izjemoma možno nadaljevati z dejavnostjo v 3 primerih, 2 sta vezana na dodatno starost 63 let podjetnika oziroma pri ženskah na 57 let in 4 mesece ali pa na ustrezno nizek 3-letni dobiček, je po predlogu novega zakona predvidena zgolj delna upokojitev. Delna upokojitev na način, da ta delna upokojitev predstavlja na nek način konkretizacijo odločbe Ustavnega sodišča, saj je Ustavno sodišče že pred leti odločilo, da je treba omogočiti delno upokojitev vsem kategorijam zavarovancem, ne samo delavcem, tako kot je primer po sedanji zakonodaji. Zaenkrat po predlogu zakona ni predvidena, smo pa že v začetku pogajanj, pa tudi na samih pogajanjih pisno predložili predlog, da se za nosilce domače in umetnostne obrti najde rešitev, ki ne bo pogojevala upokojitve z zapiranjem dejavnosti. Se pravi, da smatramo, da je dejavnost tako pomembna z vidika narodove identitete, da je potrebno omogočiti, da se nadaljuje s tako dejavnostjo tem rokodelcem, ki ne zaposlujejo, tudi v primeru, če se upokojijo. Dejstvo je, da novi zakon predvideva možnost dokupa do 5 let kateregakoli obdobja plus še obdobje služenja vojaškega roka. Dejstvo je, da je bilo služenje vojaškega roka obvezno in se ni izvajalo na prostovoljni podlagi, kot recimo študij. Zaradi tega smatramo, da bi morali obdobje služenja vojaškega roka tretirati drugače kot ostala obdobja. In zato predlagamo, da bi bil dokup obdobje služenja vojaškega roka cenejši od vseh ostalih vrst dokupa, oziroma še bolje bi bilo, da bi se že to obdobje vštevalo v zavarovalno dobo brez dokupa. Vkolikor pa bo dokup nujno potreben, potem predlagamo, da je cenejši od ostalih vrst, tako kot je bil primer tudi pred 2 letoma. Temu po predlogu je to sicer bilo predvideno, potem smo družno vsi delodajalci temu nasprotovali in v sedaj veljavnem predlogu zakona je zakonodajalec to možnost že izločil iz predloga zakona. Obrtno-podjetniška zbornica je med drugim predlagala tudi to, da se enkrat dokončno in celovito razreši dolgoletna problematika sklada obrtnikov in podjetnikov. Sicer na tak način, da se končno le odobri pokojninski načrt in da se lahko začne
ukvarjati z vsemi svojimi produkti. Hvala.